Tako lepo pozdravljeni na današnjem dogodku, namenjen predvsem mladim, priložnosti za začetek in razvoj raziskovalne kariere, kjer bosta draga gosta, dr. Stojan Sorčan in gospa Matejka Ahčin, predstavila priložnosti na programu Mladi raziskovalci in ukrepih Marie Sklodowska-Curie. Upam, da boste tekom predstavitve čim bolj radovedni postavljali vprašanja, ki jih bomo še posebej diskutirali ob zaključku, torej ki je predviden ob 10:45. Zdaj pa vabim k besedi gospo Matejko Ahčin, ki je, kot že verjetno večina od vas ve, kot vidim tukaj po seznamu udeležencev, skrbnica programa iz Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki nam bo predstavila začetke kariere raziskovalca s programom Mladi raziskovalci. Gospa Ahčin, izvolite. Hvala. Jaz sem pripravila eno kratko predstavitev na temo mladih raziskovalcev. Sam program mladih raziskovalcev financira Javna agencija že od leta 1985 naprej. Takrat v bistvu je bilo še preko drugih oblik. Vmes smo bili tudi v okviru Ministrstva za znanost in tako naprej. Tako da skratka ta naša inštitucija se je v času spreminjala in v sam program je bilo vključenih več kot 8700 mladih raziskovalcev od leta 1985. Tako da namen je bil pa ohranjanje znanstveno-raziskovalne in tehnološke konkurenčnosti Slovenije in to je bil enih prvih takih programov, ki so dejansko bili namenjeni financiranju in delovnemu razmerju takratnih mladih raziskovalcev. Tako da potem tudi vse te sodobne sheme, ki so v okviru delovnega razmerja, so bili mladi raziskovalci v tem pogledu leta 1985 zelo napredni, ker takrat v bistvu je bilo vse v okviru štipendij bolj in raznih usposabljanj, medtem ko pri nas so bili pa mladi raziskovalci že obliko delovnega razmerja. To število mladih raziskovalcev po letih se precej spreminja, ne. Bom rekla, zdaj klele iz te naše razporeditve se vidi, da v letu 2016 smo imeli 865 mladih raziskovalcev, recimo tam nekje okoli leta 2000 smo jih imeli čez 1200, vmes so te številke padale zaradi teh raznih ukrepov, no zdaj zadnja leta se pa spet počasi te številke dvigujejo, tako da v letu 2020 smo imeli v financiranju 1004 mlade raziskovalce. To se vidi tudi nekako v številu novo financiranih mladih raziskovalcev, ki je recimo v letu 2016, ki smo imeli 173, do leta 2020, ko jih je bilo 222, ne. Tako da se te številke zdaj v zadnjem obdobju spet dvigujejo, ne. Smo pa imeli obdobja, ko je bilo tudi po 300 novih mladih raziskovalcev na leto. Mlade raziskovalce urejajo številni normativni akti, najbolj pomemben je Zakon o raziskovalni dejavnosti, seveda tudi kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, pravilnik o postopkih sofinanciranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalnih dejavnosti, potem finance in sredstva določajo uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije in potem seveda metodologija ocenjevanja prijav za razpise. Glavni ki bolj podrobno ureja, je pravilnik o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalnih. Ureja tako rekoč sam postopek dodelitve mentorskih mest raziskovalnim programom, pogoje in izbor mentorjev, pogoje za mlade raziskovalce, pa financiranje in spremljanje samega usposabljanja mladih raziskovalcev. Agencija izbira mentorja enkrat letno na podlagi javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom.
Na ta javni poziv se pač prijavijo matične raziskovalne organizacije raziskovalnih programov in na podlagi teh prijav potem agencija določi število mentorskih mest na raziskovalni program. Tukaj se upoštevajo trije glavni kriteriji, to so ocena kakovosti programa, velikost programa in tip matične raziskovalne organizacije. Tip matične raziskovalne organizacije to pomeni, ali je matična raziskovalna organizacija univerza oziroma klinika, visokošolske institucije, ali so to inštituti, tako da, ker dejansko s temi tipi matične raziskovalne organizacije skušamo vplivati na to, da se ta mentorska mesta pravilno razporedijo med inštitucije visokošolske in pa inštitute. Potem sama določitev mentorja je potem v pristojnosti raziskovalne organizacije in vodje programa. Tukaj se pač sami, glede na število mentorskih mest na program, se vodja programa in predstojnik inštitucije dogovorita, kdo bo pač bil mentor v letu, ki ga obravnavamo. Pri tem je edina taka, bom rekla, zadeva, kjer se včasih malce krešajo zadeve, da agencija zahteva, da so vsaj 25% mlajših mentorjev v okviru raziskovalne organizacije, ki je pač matična inštitucija, ne. Tukaj pač nekatere organizacije imajo s tem pač težave, tako da in letos recimo dejansko se nam je prvič zgodilo, da je znanstveni svet zavrnil seznam mentorjev, ker ni bilo ustrezne kvote mlajših mentorjev in so pač morali dostaviti nov seznam mentorjev. No, na koncu pa agencija objavi seznam mentorjev na spletni strani. Za letošnje leto malček zamujamo, ravno zaradi tega, ker smo pač morali dobiti celoten nov seznam mentorjev, tako da bo ta seznam mentorjev objavljen na spletni strani v prihodnjih dneh, tako da bomo pač tudi ta seznam javno dostopen vsem kandidatom za mlade raziskovalce, ki se pač zdaj odločajo, da bi vstopili v ta program. Mogoče par besed o pogojih za mentorja mlademu raziskovalcu. Pogoji so določeni v pravilniku in pa seveda v metodologiji za ocenjevanje prijav za razpise. Tukaj pač je potrebno pač imeti najnižjo oceno, ki pač je določena v metodologiji, to se pravi oceno A1, pa citate in tako naprej. Pač mora biti v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji, sodelovati mora v raziskovalnem programu, od zagovora doktorata mora miniti vsaj 4 leta in ne sme usposabljati več kot 3 mladih raziskovalcev hkrati in je lahko pač mentor največ vsako drugo leto. Mogoče tukaj samo še poudarim kategorijo mlajših mentorjev, ne sme pač preteči več časa kot 10 let od zagovora doktorata in ne več kot 15 let od zagovora diplome. In kot sem že omenila, vsaj 25% v okviru raziskovalne organizacije mora biti takih mentorjev. Postopek izbora mladega raziskovalca je seveda v pristojnosti raziskovalnih organizacij in seveda pač mora potekati v predpisih, ki urejajo zaposlovanje v javnem sektorju, z njihovimi internimi splošnimi akti, pogoji, ki jih pač določa pravilnik o postopkih in sofinanciranju raziskovalnih dejavnosti in pa v soglasju z izbranimi mentorji. Ime izbranega kandidata za mladega raziskovalca je treba sporočiti do 1. septembra tekočega leta. To je pač, bom rekla, eden izmed zelo pomembnih datumov, kajti če do takrat ne sporočite imena izbranega mladega raziskovalca, potem izgubite mesto mladega raziskovalca. Tako da ta rok je pač tako, kot če bi se prijavili na razpis oziroma poziv, ko poteče rok, do takrat je treba ta dokument, da je v hiši. Predložitev vse ostale dokumentacije pa se lahko dostavi do 20. septembra, kar pomeni, da lahko
potencialno kandidat za mladega raziskovalca zaključi drugo stopnjo študija lahko do 20. septembra, ne? Ampak to je pa končni datum, 20. september. Potem agencija na podlagi dokumentacije, ki jo prejme, pogleda, ali so vsi kandidati ustrezni in ali so bili izbrani na ustrezen način, in predvidoma s 1. oktobrom je začetek financiranja. Sami pogoji za mladega raziskovalca so že kar nekaj časa nespremenjeni, ocena pač mora biti 8, zdaj pač upoštevajo se številčne ocene obeh stopenj, tako da tukaj imamo še pač v pravilniku še star magistrski študij, ampak ta dejansko bo zdaj se eliminiral, ker takih kandidatov, ki bi ustrezali pač vsem pogojem, dejansko ni več. Starost je pa vključno do 28 let, to se pravi, upošteva se letnica rojstva in pač v tem letu je to 1993. Ta kriterij se pač dvigne, če se mladi raziskovalec ob podpisu pač pogodbe za mladega raziskovalca vpisuje v drugi letnik, recimo potem se mu dovoli, da je starost tudi 29 let, ali pa 30, če se vpisuje že v tretji letnik. Merila za ocenjevanje kandidatov za mladega raziskovalca so seveda pač povprečna ocena, če je imel že zaključen magisterij po starem programu, vpis v študijski program, prejete razne nagrade oziroma priznanja, objavljeni članki, sodelovanje pri raziskovalnem delu, ocena razgovora s kandidatom in vsa ta vrednotenja vseh teh meril pa določi raziskovalna organizacija, ki pač objavi razpis. Mladi programi, tako kot sem že omenila, so ob podiplomskem študiju v rednem delovnem razmerju. Vključeni so v raziskovalno delo raziskovalnih programov in imajo tako neposreden stik z raziskovalno dejavnostjo, tako dobijo vpogled, kako se prijavljajo projekti, kako se mednarodno sodeluje. S tem imajo tudi pač v okviru programa mladih raziskovalcev se lahko pač grejo tudi na krajše usposabljanje v tujini. To je možno do 1 leta in pol, lahko so to krajše oblike, po pol leta, po 3 mesece, 14 dni, kolikor se pač dogovorite z tujimi raziskovalnimi organizacijami in seveda pač z izvajalcem usposabljanja. Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev so načeloma dodeljena za 4 leta, razen v primeru, če se mladi raziskovalec ob vključitvi v sam program vpisuje že v drugi oziroma tretji letnik, potem se zmanjša za 1 oziroma 2 leti. Sredstva so namenjena za bruto plačo mladega raziskovalca, prispevke delodajalca, mentorski dodatek in pa za stroške blaga in storitev. V teh stroških blaga in storitev tu so vključeni tudi stroški za šolnino, za razna usposabljanja, ki so še potrebna in tako naprej, za študijsko literaturo, potem za razne kotizacije, skratka, kar pač mladi raziskovalec potrebuje pri svojem usposabljanju. Ni pa namenjeno za stroške nabave računalnika, prenosnega računalnika, ker to pač sodi v računovodsko shemo opreme, kar pa v bistvu v blaga in stroške storitev ne sodi. Agencija spremlja usposabljanje mladih raziskovalcev na podlagi letnih in pa seveda zaključnega poročila. Agencija tam nekje v začetku leta pozove mentorje za dostavo letnih, zaključna poročila pa nekje vsake 3 mesece, no pač v lanskem letu nam ni uspelo, ker smo imeli razne težave z informacijskim sistemom, tako da smo zaključna poročila pozvali samo enkrat in to v začetku januarja.
Je pa raziskovalna organizacija, ne glede na letna in pa zaključno poročilo, dolžna sproti obveščati agencijo o vseh spremembah v zvezi z usposabljanjem mladega raziskovalca. Te spremembe se pač vežejo na spremembe zaposlitve, potem na upravičeno odsotnost dela, zamenjavo mentorja, programske skupine, tudi razno odstopanje od programa usposabljanja, če se ugotovi, da usposabljanje ne poteka v skladu s samim programom in tako naprej. Vsekakor je pač organizacija dolžna nasproti obveščati o teh spremembah. Hkrati pa agencija tudi spremlja namensko porabo sredstev, tako da to je ponavadi tudi enkrat letno za preteklo leto in tukaj se potem ugotavlja, ali so sredstva porabljena v skladu z namenom, za katerega so bile nakazane raziskovalnim organizacijam. Potem neizpolnjevanje pogodbenih določil. Tukaj takih zadev, bom rekla, nismo pretirano navdušeni. Če pride do tega, da usposabljanje ne poteka skladno s programom, je raziskovalna organizacija, tako kot sem že povedala, dolžna o tem takoj poročati agenciji. Agencija lahko na podlagi tega lahko začasno ali pa celoti prekine financiranje oziroma odstopi od pogodbe. Seveda tukaj je odvisno tudi pač v kakšni fazi je. Včasih se lahko potem z določenimi ukrepi to usposabljanje nazaj zopet vzpostavi in teče nemoteno, včasih pa seveda to pač potem ni možno in potem se financiranje v celoti prekine. Prekinitev je možna tudi na zahtevo pač izvajalca ali pa na željo mladega raziskovalca. Če je to v prvih 3 mesecih financiranja, potem ni nobenih finančnih posledic za podpisnika pogodbe, razen če se potem kasneje ugotovi, da so bila sredstva nenamensko porabljena. Potem, če pa je prekinitev po teh 3 mesecih, potem pa agencija zahteva 10% izplačanih sredstev, oziroma če je mladi raziskovalec dopolnilno zaposlen, potem je to 20% izplačanih sredstev. Glede na to, da imamo vsako leto nekaj mladih raziskovalcev, ki pač tudi predčasno zaključijo usposabljanje, imamo pač določbo, ki omogoča, da se mlademu raziskovalcu izplača nagrada za predčasen zaključek. Nagrada znaša 30% višine sredstev, ki jih agencija namenja za bruto plačo mladega raziskovalca za vsak predčasno končani mesec usposabljanja. Tukaj imamo pač tudi eno omejitev, da je ta višina nagrade lahko izplačana največ za 12 mesecev. Tako da v preteklosti, tako za informacijo, se nam je nekajkrat zgodilo, da je nekdo doktoriral več kot 1 leto pred rokom. Ampak ja, to so res pač neverjetni posamezniki, ki dejansko so potem tudi imeli že zagotovljeno službo naprej in tako naprej in njim je bil tudi interes, da čim prej končajo. Največ mladih raziskovalcev se pa poslužuje tega podaljšanja, ki ga pač imamo za 1 leto, in potem glavnina mladih raziskovalcev potem v tem 1-letnem podaljšanju uspešno zaključi usposabljanje. Tako da to bi bilo na kratko v zvezi z mladimi raziskovalci vse. Jaz bom vas pozvala, če imate kakršnokoli vprašanje, drugače sem pa dosegljiva na tem spletnem naslovu mateja.akcin@arrs.si, kjer bom pač z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja. Tako da to bi bilo zaenkrat iz moje strani vse, lahko pa povprašate, karkoli vas še zanima, karkoli pač nisem poudarila, in je to. Hvala za vašo pozornost in to je to. Hvala.
Tako da mogoče bi omenila, da se zdaj pač pripravlja sprememba zakona o raziskovalni dejavnosti, kjer se bo tudi program mladih raziskovalcev precej lahko spremenil, no? Tako da, ampak to zdaj čakamo na samo proceduro. Predvideno je, da naj bi to že v letu 2022 nekako začel veljati, ampak to ni odvisno ne od ARRS-ja, ne od ministrstva, tako da tukaj bomo pač videli, kako se bodo zadeve odvile, no. Gospa Ahčin, hvala lepa. Spoštovani udeleženci, imate morda kakšno vprašanje? Predlagam, da dvignete rokico v aplikaciji. Če ni, potem verjamem, da je bila predstavitev izčrpna in vsekakor zelo koristna in dobrodošla. V nadaljevanju pa bi povabila k besedi doktor Stojana Sorčana, ki je naša nacionalna kontaktna oseba za ukrepe Marie Sklodowska-Curie, ki prav tako omogoča začetek kariere raziskovalca, pa tudi njen razvoj. Doktor Stojan Sorčan, izvolite. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni. Se moja prezentacija vidi? Brigita, se vidi moja? Se vidi. Ja, samo tale mod. Evo. Ja, lepo vas pozdravljam, tako kot Matejka iz Ljubljane in sem prav vesel, da smo skupaj digitalno, ampak kljub temu. Zdaj, zahvalil bi se Univerzi v Mariboru za to povabilo. Mislim, da je zelo lepo in prav, da vas seznanjamo z vsemi novostmi na tem področju in da vas tudi pravzaprav spodbujamo, da svoje življenje nadaljujete v okviru znanosti, ker iz vseh statističnih podatkov seveda boste videli, da je to najperspektivnejši poklic na svetu in tudi največje povpraševanje je. Zelo malo raziskovalcev je brezposelnih, povpraševanje je več, kot je ponudbe. Seveda, ko govorimo o tem povpraševanju, seveda govorimo o mednarodnih dimenzijah. In seveda nekaj o tem, o razvoju raziskovalne kariere v tem mednarodnem kontekstu vam bom poskušal danes razložiti. Kolegica pred menoj, Matejka Ahčin iz Raziskovalne agencije Slovenije, vam je pojasnila en del, recimo eden najbolj znanih načinov, kako postanete raziskovalec v Sloveniji, se pravi, da se prijavite na poziv, razpis za mladega raziskovalca, najdete dobrega mentorja na vaši inštituciji in potem seveda se vpišete na doktorski študij in če imate srečo, ste tudi financirani oziroma tekom študija ste tudi zaposleni. Ni pa to seveda edina pot. Lahko svojo raziskovalno kariero kot doktorski študent ali kot postdoktorski študent, se pravi še nadaljevanje tega, lahko izberete tudi v okviru evropskih raziskovalnih programov, ki ponujajo ogromno možnosti za najpametnejše, najpogumnejše in takšne, ki si seveda upajo in drznejo konkurirati ne samo znotraj Slovenije, ampak tudi znotraj Evrope. Tako da to je dodatna možnost, ki se vam seveda nakazuje preko programa Horizon, obzorje
verjetno ste že kaj slišali o tem. Zdaj v tem letu se je končal večletni program Horizon 2020 in pričenja se nov program Horizon Europe, majčkeno manj kot 100 milijard evrov je namenjenega za raziskovanje in seveda več od tem programov. Eden od namenov tega programa je seveda tudi spodbujanje znanstvenih karier v okviru Marie Sklodowska-Curie Action, o katerem bom vam več govoril. Ampak če pa si želite več izvedeti o programu Obzorja, je pa tole spletna stran, kjer lahko zelo natančno dobite informacije o tem, kar vas zanima. Seveda, glavni namen tega raziskovalnega programa je na nek način dodaten nacionalnim raziskovalnim programom in njihov glavni namen je seveda razvoj, napredek znanja, temeljnega znanja in v tem okviru tudi raziskovalnih karier za doktorske in podoktorske štipendije. In te štipendije so ravno tako kot za mladega raziskovalca pomenijo polno zaposlitev za čas študija in namenjene so seveda tudi bolj aplikativnim raziskovalnim projektom in programom. Kot veste, Evropa in vse države članice seveda želimo z znanjem prispevati k kvaliteti življenja, predvsem k ohranjanju narave. Tackling climate change je eden od zelo pomembnih ciljev in kot vidite, kar 35% od teh 100 milijard je namenjenih za tako imenovani Green Deal, se pravi za zeleno Evropo, in pa seveda velik poudarek je tudi na Sustainable Development Goals, kot so jih sprejeli Združeni narodi, se pravi ukvarjanje z problemi, ki jih človeštvo ima, ne samo za temeljno znanost, ampak tudi za to, da je ta temeljna znanost namenjena reševanju problemov, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. In pa seveda Evropa daje denar za znanstvene raziskave zato, ker želi biti najuspešnejša družba na svetu, ker želi imeti dobro gospodarstvo, visoko kvaliteto življenja, ki je okolju prijazna. In seveda tole zgleda struktura, zdaj se počasi bližamo temu, kar je financirano preko Marie Sklodowska-Curie za vaše raziskovalne kariere. To je v okviru stebra 1. Kot vidite, teh 100 milijard je nekako razdeljeno na tri stebre. Eden je namenjen odlični znanosti, po naši bi rekli temeljne znanosti. Potem tretji steber recimo je namenjen industrijskim, gospodarskim, inovacijskim zadevam. Drugi steber je pa namenjen za reševanje globalnih izzivov, kot sem omenil že prej. In če sta drugi in tretji steber nekako tematsko prioritizirana na določene teme, prvi steber, ki govori o odlični znanosti, ni prioritiziran, se pravi, tukaj lahko vsakršna znanost, od filozofije do geologije, matematike in biotehnologije najde svoj prostor. In skratka, ker je namenjeno razvoju temeljnega znanja. No, in znotraj tega je seveda tudi ta poseben ukrep,
Marie Sklodowska-Curie, ki ga bom danes v nadaljevanju nekako bolj predstavil. Danes vam bom poskušal predvsem razložiti filozofijo, kaj to je, pokazati možnosti, kje se lahko prijavite in pa seveda, kakšni so kriteriji in pogoji za to, da pridobite ta sredstva. Zdaj, takoj na začetku moramo povedati, ko govorimo o obzorju Evropa in o evropskih razpisih, da Slovenci nismo najboljši, ne, v tem konkurenčnem spopadu, bi lahko rekli, ne, najboljših evropskih znanstvenih velesil. Nekako dobri smo, ne, pri tem, recimo, če vidimo tole modro, to je ta prvi steber, odlična znanost, to je ta industrijski razvoj, pa družbeni izzivi, ne, in nekako vidite, da smo relativno ne, glede na število ljudi, ki jih imamo in raziskovalcev, nekako smo v tem aplikativnem delu smo relativno dobri, ne, lahko bi rekli nadpovprečni, medtem ko smo pa daleč podpovprečni pri odlični znanosti. To je majčkeno zato, ker je Slovenija v tem znanstvenem vidiku preveč zaprta, ne. Če pogledate okrog sebe, univerzo v Mariboru in če pogledate recimo univerzo na Dunaju ali v Gradcu, boste videli veliko razliko, ne. Verjetno jih je več, ampak ena je očitna in očitna je ta, da je na vaši univerzi zelo malo tujih študentov, zelo malo tujih profesorjev, v Gradcu ali pa na Dunaju ni tako, pa tudi zelo malo tujih profesorjev je, ne. In če bi pogledali, koliko študentov, recimo iz Univerze v Maribor, gre po prvi ali drugi stopnji na študij v tujino, bi videli, da jih gre zelo malo. In to je problem, in to je problem, ta naša prevelika zaprtost. Zato seveda želimo z tem obzorjem Evropa in zlasti z projekti Marie Sklodowska-Curie spodbujati mlade, da gredo na doktorski in podoktorski študij v tujino. To je izjemna pridobitev za vsakega od posameznika, pa tudi za univerzo v Mariboru, ne. Zato seveda vam bom potem v nadaljevanju pokazal, da vam v primeru, ne, če se odločite za podoktorski študij v tujini, vam Slovenija potem omogoča tudi vrnitev v Slovenijo, recimo 2 leti bivanja v tujini za podoktorski študij, vam potem Slovenija financira še 2-letno zaposlitev v Sloveniji, ne, se pravi, da se vrnete nazaj. Tako da te iniciative so tu relativno močne in seveda vam želim spodbuditi. Tukaj mogoče nekaj statistike, ki jo ne bi natančno pokazal, skratka ne bi šel v podrobnosti, si boste lahko potem pogledali. Kar je pomembno, je to, da ukrepi Marie Sklodowska-Curie Action so v Sloveniji kar aktivni, ne, vendar, kot smo videli v primerjavi z drugimi državami, še premalo. Univerza v Ljubljani, a vidite, je na 4. mestu, glede na sredstva, ki jih pridobimo za Marie Sklodowska-Curie Action, kar je dobro, ne, ampak lahko bi bilo še boljše, ne. Tako da jaz pričakujem, da bo Univerza v Mariboru v naslednjem obdobju, ne, zelo povečala svoj angažma in tukaj zelo močno računamo na vas. In seveda, jaz sem nacionalna kontaktna oseba, jaz vam lahko pomagam z informacijami, z nasveti, kako se prijaviti, kako napisati prijavo, kajti tudi če napišete prijavo za Horizon Europe, za Marie Sklodowska-Curie, to še ne pomeni,
da boste dobili financiranje. Recimo pri Erasmusu je ta stopnja uspeha relativno velika, ne? Medtem ko pa pri Marie Sklodowska-Curie in nasploh pri razpisih Obzorja je ta success rate zelo nizek, tam okrog 10% je samo uspešnih, kar pomeni, da je treba biti preklemansko dober, se pravi najboljši, če hočete dobiti financiranje. Ampak to večina od vas je, zato mislim, da se splača potruditi. Zdaj, ko govorimo o Marie Sklodowska-Curie Action, seveda vse skozi govorimo o slavni Nobelovki, dvakratni Nobelovki iz področja kemije in fizike, ki je bila odlična znanstvenica, odlična profesorica in hkrati je tudi si prizadevala, danes bi rekli, za aplikativno znanost, ne. Se pravi, želela je svoje znanje iz laboratorija prenesti v življenje, v družbo, in to so seveda značilnosti, ki jih ti projekti Marie Curie nekako poskušajo, se pravi, te lastnosti poskušajo projekti Marie Curie nadaljevati. Kot sem že tekom moje predstavitve nekajkrat omenil, namenjeni so doktorskim študentom ti razpisi in podoktorskim študentom, vendar v kontekstu mobilnosti. Se pravi, če kandidirate za to, da bi pridobili Marie Curie sredstva za doktorski ali podoktorski študij, potem morate ta študij izvajati v tujini, lahko v Evropi ali izven Evrope. In tukaj je glavni pogoj ta, recimo, če bi želeli prijaviti na Dunajski univerzi, je glavni pogoj ta, da v zadnjih 3 letih ne smete 1 leto bivati ali delati v Avstriji ali v katerikoli drugi državi. Temu se reče mobilnostno pravilo. Seveda je namenjen tudi uveljavljenim raziskovalcem, ampak o tem danes ne bomo veliko govorili. Zelo pomembno pri tem pa je, da se seveda na vse te razpise ne prijavite vi osebno kot posamezniki, ampak se prijavite z akademsko ali neakademsko inštitucijo. Se pravi, doktorski ali podoktorski študij lahko izvajate tudi v okviru podjetja ali neakademske inštitucije, ampak seveda študij izvajate na univerzi, samo fizično ste locirani na neakademski inštituciji ali v podjetju in se ukvarjate z problemi, ki jih to podjetje ima. In tu je seveda ena od zelo pomembnih razlik od našega programa mladih raziskovalcev, in to je ta, da ste vi kot posameznik močno vpeti v to raziskovalno organizacijo, ne. Se pravi, vaša angažiranost v okviru raziskovalne organizacije ali univerze je pričakovano večja in biti morate seveda zelo angažirani. Po drugi strani se pa tudi inštitucija mora izjemno angažirati za to, da od vas naredi kar najboljšega raziskovalca. Ja, zdaj na uvodu je treba poudariti to, da Marie Sklodowska-Curie štipendije, kot smo rekli, so namenjene za doktorske in podoktorske štipendije, so izjemno prestižne. To so najprestižnejše štipendije na svetu, bi lahko rekli. Konkurenca je svetovna, prijavljajo se lahko tudi študenti izven Evrope. Kriteriji so seveda izjemno ostri, ampak niso taki, da se jih ne da doseči. Vezani so na poznavanje vašega področja, vezani so predvsem na vašo inovativnost, na vašo idejo, kaj želite prispevati k znanosti,
kaj želite spremeniti na bolje, kako želite vaše znanje, kako ga lahko implementirate v praksi in kaj lahko s tem znanjem naredite v praksi. In pa predvsem pomembna je vaša ambicioznost. Se pravi, vaša želja in vaša trdna odločenost, da želite svoje življenje posvetiti raziskovalni karieri. Če te ambicioznosti ni, potem projekta seveda ne morete dobiti. Pokazati morate za svojim opisom projekta, da želite z znanostjo v okviru vašega življenja nekaj narediti, postati profesor, postati ugleden raziskovalec, odpreti neko raziskovalno področje, ki ga v tem trenutku še ni. In pokazati morate, da imate za to kapacitete, da ste sposobni, ne samo, da imate ambicije. In tisti, ki pridobijo Marie Sklodowska-Curie štipendijo, nekako dobijo ključ, ki odpira ogromno vrat. Vrat za profesuro, za vodenje in sodelovanje pri najboljših, ne samo nacionalnih, ampak tudi evropskih raziskovalnih projektih in najboljši raziskovalci dobijo štipendijo Marie Sklodowska-Curie in seveda tudi nadaljujejo potem svojo raziskovalno kariero. Če bi pogledali slovenske najuspešnejše raziskovalce, bi seveda videli, da večinoma so vsi tako ali drugače povezani z tem ukrepom. Razvoj raziskovalne kariere pa ni vezan samo na vaše ozko znanstveno področje, ampak je vezan tudi na področje, ki je v bližini vašega ozkega raziskovalnega področja, se pravi vezan je na interdisciplinarnost, kar pomeni, da doktorski in podoktorski projekti morajo biti nujno interdisciplinarni, tako kot je bila Marie Sklodowska-Curie, interdisciplinarno, kemija, fizika. Skratka, morate pridobiti dodatna znanja, dodatne veščine. Poleg tega pa, kot sem že tudi danes omenil, seveda ne smete gledati samo ozko v vaše znanstvene članke in v laboratorijske poskuse, ampak morate reflektirati vaše raziskovalno delo v smislu prenosa znanja v prakso, v življenje, na konkretne probleme, s katerimi se človeštvo danes srečuje na najrazličnejših področjih. In pa seveda razvoj raziskovalne kariere, kot sem prej rekel, ni vezan samo na znanstveno vedenje, ampak tudi na vedenje, oziroma na sposobnosti, če hočete, ali veščine in spretnosti, ki jih raziskovalci morajo imeti. Se pravi, kako predstaviti vaše raziskovalno delo javnosti, kako komunicirati z javnostjo, kako napisati znanstveni članek, kako napisati znanstveni projekt, kako se pogovarjati z neakademskim osebjem, kako organizirati delovni čas in podobno. Skratka, znanstvenik ni nek tak od sveta odtrgan posameznik, ki ždi v svojem kabinetu in nekaj raziskuje, ampak znanstvenik mora biti vpet v življenje in če hoče biti vpet v življenje, potrebuje še kakšno drugo znanje, ne samo ozko znanstveno, za katerega je seveda specialist. In vsa ta znanja seveda morate pridobiti tekom vašega doktorskega ali podoktorskega študija. Tole sem prekopiral iz Eurodoc spletne strani, ta splošna znanja, ki jih znanstveniki, raziskovalci seveda morate pridobiti v svojem doktorskem študiju in čim več od tega znanja imate,
tem više sežete na lestvici vaše kakovosti. Očitno je, da je zaradi take prestižne narave Marie Sklodowska-Curie projektov, da je naval, se pravi interes raziskovalcev zelo velik, in tukaj seveda vidite nekaj statističnih podatkov, koliko raziskovalcev je bilo v zadnjem 6-letnem obdobju financiranih, ampak recimo samo za nek tak občutek, recimo za zadnji razpis za podoktorske štipendije je bilo prijavljenih kar 11.000 prijav, in nekaj več kot 1000 prijav je bilo potem samo financiranih. Se pravi, interes je izjemno velik, sredstva so tudi seveda izjemno velika in seveda se je treba kar potruditi za to, da sredstva pridobite. Ta program je od vseh raziskovalnih programov spolno najbolj uravnotežen, se pravi 42% je žensk. In tudi v sami vsebini raziskav je seveda vprašanje spolne dimenzije zelo pomemben. Marsikaj od teh lastnosti, ki so tule na tej spletni strani navedene, sem vam že povedal. Morda bi še enkrat poudaril seveda povezanost z trgom dela. Očitno je, in tega se seveda vsi zavedamo, kljub temu, da sem rekel, da je poklic raziskovalca najbolj zaželen in najbolj potreben danes, to je dejstvo, je pa seveda tudi dejstvo, da vsi, seveda, ki boste kandidirali za ta sredstva in tudi ki boste financirani iz teh sredstev, seveda ne boste mogli dobiti zaposlitve samo v akademski inštituciji, ampak tam statistike kažejo, da okrog 70% se jih zaposli v neakademskem sektorju, kar pomeni, da morate skozi svoj doktorski študij in podoktorski študij razvijati tudi znanja, ki jih boste v neakademskem sektorju, seveda bodisi kot raziskovalci ali neraziskovalci uporabili. Zdaj, ključne lastnosti teh razpisov Marie Curie so seveda zelo različne. Veliko sem jih že omenil. Seveda to, da seveda ti projekti, čeprav govorimo o doktorskem študiju, temeljijo na raziskovanju, se pravi na raziskovalni aktivnosti, ki pa je seveda povezana tudi z izobraževanjem. Tako da pričakuje se in zelo zaželeno je, da tekom doktorskega in podoktorskega študija, da ste vključeni v študijski proces na različnih ravneh. O odlični znanosti smo že veliko povedali, o mednarodnem in medsektorskem in interdisciplinarnem sodelovanju tudi, in pa mogoče nekaj povemo še o pogojih. Pogoji, kjer boste izvajali svoj doktorski ali podoktorski študij v okviru teh razpisov, so zelo pomembni in biti morajo najboljši, in zato si je potrebno izbrati takšno inštitucijo. Zdaj, tukaj lahko nastaja seveda problem zaradi zaprtosti, na eni strani zaprtosti univerze v Mariboru, pa tudi nasploh znanstvene skupnosti v Sloveniji. Po drugi strani pa seveda profesorji v Sloveniji imajo seveda zelo veliko znanstvenih stikov z tujimi univerzami, tujimi inštitucijami, in tukaj seveda velja izkoristiti vaše dosedanje mentorje in tiste profesorje, ki so vam naklonjeni, da seveda skupaj z njimi poiščete možnost inštitucij, kjer bi v tujini nadaljevali doktorski ali
podoktorski študij. Kot sem pa že omenil, to sodelovanje je lahko tudi povezano z industrijo in z neakademskim sektorjem. Tole bomo izpustili. Tole bomo tudi izpustili, to si lahko potem v nadaljevanju preberete. Nekaj o spolni dimenziji smo že povedali. Ta je pomembna, ključno je seveda, da veste, da je potrebno spolno dimenzijo upoštevati tudi pri elaboriranju vsebine. Namreč vsebina se lahko pokaže iz različnih zornih kotov, če jo gledate iz različne spolne perspektive. Na to temo je veliko člankov in literature napisane, tako da o tem ne bi seveda izgubljali besed. Akademsko, neakademsko sodelovanje je zelo pomembno. Tukaj bi želel seveda omeniti, da je seveda zelo priporočljivo, da bi tekom doktorskega ali podoktorskega študija, da opravite nekaj, ne bom rekel obiskov, ampak temu pravijo secondments, stažiranj v neakademskem sektorju, kar je seveda iz tega vidika, iz vidika nadaljnjega zaposlovanja in iz vidika pridobivanja izkušenj iz neakademskega sveta zelo pomembno. Zdaj pa gremo k razpisom. Se pravi, imamo, za vas so ključni 3 razpisi. Se pravi, razpis za doktorski študij, razpis za podoktorski študij in pa Cofund, ki vsebuje in doktorski in podoktorski študij, da bo stvar zelo jasna. Podoktorski študij, se pravi podoktorske štipendije, je razpis, ki je namenjen posamezniku, se pravi neposredno posameznikom, ki v okviru raziskovalne organizacije, tako kot pri mladih raziskovalcih, prijavite projekt in se spustite v evalvacijsko tekmo za pridobitev tega projekta. V primeru razpisa za Doctoral Network ali za Cofund se pa na ta razpis prijavijo inštitucije, se pravi raziskovalne organizacije, univerze, in potem univerze preko portala Euraccess povabijo doktorske ali podoktorske študente iz celega sveta, da se vključijo v ta program. Se pravi, da ne konkurirate, v primeru postdoka konkurirate na ravni Evropske komisije, pri doktorskem pa pri Cofund programu pa konkurirate na ravni univerze na Dunaju, recimo, ne. In tu je razlika in se pravi pri doktorskih omrežjih in pri Cofundu seveda boste našli pozive v okviru spletnega portala Euraccess. Če mogoče zdaj to shemo pokažem še iz neke druge perspektive, če pogledamo, se pravi podoktorske štipendije, postdoctoral fellowship, v tem primeru seveda ste vi, kot študenti iz Univerze v Mariboru, greste v tujino, najdete inštitucijo, recimo Univerzo na Dunaju, Univerzo v Parizu, v Londonu, najdete tam svojega mentorja in prijavite z njim raziskovalni projekt in vlogo oddate na razpis Evropske komisije. In seveda ravno tako lahko tujci, se pravi tuji podoktorski študenti z Univerzo v Mariboru prijavijo projekt in oddajo prijavo v Bruselj. V primeru mrež doktorskega študija
se prijavijo univerze. Se prijavi univerza v Mariboru, univerza v Gradcu, univerza v Londonu in če oni dobijo potem ta projekt, potem oni naredijo razpis za posameznika, razpis je objavljen na portalu Euraccess in se potem vi prijavite na ta razpis. V primeru, da ste izbrani, potem izvajate doktorski študij ne samo na eni inštituciji, ne samo na Univerzi v Dunaju, ampak v konzorciju 3, 4 ali večjih univerz in podjetij. V primeru Cofunda pa samo Univerza v Mariboru se prijavi na razpis Evropske komisije in če sredstva dobi, naredi poziv za študente preko portala Euraccess in povabi tuje študente, da študirajo v Mariboru. V tem primeru, seveda, vi kot slovenski državljani, seveda se ne morete prijaviti preko tega programa na Univerzo v Mariboru, ampak lahko na Univerzi na Dunaju, če ona prijavi ta projekt, ga dobi, se lahko na njihov razpis prijavite. In teh možnosti je ogromno, jaz bi rekel, da neprimerno več, kot jih ponuja, zdaj mi je pa nekaj zamrznilo tole, evo, tole je primer portala, kjer lahko pač greste na job funding, napišete, kaj ste, se pravi first stage doktorski študij in tako naprej. In tukaj vidite, recimo to sem danes napisal in tukaj vidite število mest za doktorske in poldoktorske štipendije, ki so na razpolago. Seveda, to je večinoma iz celega sveta, večina je seveda iz Evrope in pridruženih držav, ampak kljub temu številke so izjemno velike in spodbujam, skratka, vam toplo priporočam, da ta portal izkoristite. Recimo, tudi preko Twitterja, tudi to sem danes iskal, 24. maja je bilo objavljeno, MSCA postdoc vabi študente, da se prijavijo. Skratka, teh možnosti je v okviru samo teh 2 portalov ogromno. Tule so pa seveda ti uradni razpisi in postdoctoral fellowship PF je namenjen za postdoktorske študente. To je ta individualni pristop, kjer se vi dogovorite recimo s tujo univerzo in potem s tujo univerzo in s tujim mentorjem prijavite razpis in če ga dobite, se potem za 2 leti preselite v tujino in če ste uspešni, kot sem prej obljubil, vam Slovenija nudi še dodatni 2 leti za vrnitev v Slovenijo, kar je izjemno ugodno in dobro. Pomembno je morda vedeti, da evalvacijski proces poteka majčkeno drugače, čeprav verjamem, da me Matejka lahko tukaj popravi, ker tudi na ARRS-ju se stvari zelo spreminjajo in izboljšujejo in postajajo evropsko primerljive. V okviru podoktorskega štipendije, pa tudi v okviru doktorskih evalvacijskih procesov na raziskovalnih organizacijah je tako, da so 3 neodvisni recenzenti, ki ocenijo vašo prijavo in vsak zase in potem naredijo še skupno oceno. Pri tem so najpomembnejši so evalvacijski kriteriji in ti evalvacijski kriteriji so seveda izjemno težki. Težki ne zato, ker bi bilo težko napisati vsega skupaj, recimo za postdoktorsko štipendijo je potrebno napisati 10
strani tega vsebinskega dela, se pravi za vsebino, impact in za implementation 10 strani. Vendar znotraj so kriteriji izjemno zapleteni. Recimo pri vsebini, če smo pri vsebini je potrebno zelo jasno napisati state of the art, se pravi stanje znanja, znanstvenega vedenja na vašem področju v svetu. Se pravi, v trenutku, ko pišete, morate obvladati svetovno sceno znanosti na vašem področju do potankosti. Če tega ne obvladate, potem škoda, da pripravljate projekt. In ne samo to, da poznate, kaj se v svetu dogaja, vedeti morate, kje so luknje, kje ima to znanje slabosti in kje so problemi. In pri tam, kjer so luknje in kjer so problemi, morate seveda vi najti vaše mesto in reči, znanje je tukaj noter so slepe pege in jaz imam recept, kako lahko eno od teh slepih peg razrešim. In to bom napravil z mojim projektom. Če se zadeve tako lotite, potem seveda imate šanse, da pridete do financiranja. Skratka, svetovno znanje, pomanjkljivosti znanja in tukaj noter vaše mesto. Se pravi, to je ključno. Drugo je potem izobraževanje. Se pravi, da te luknje, ki so v znanju, v tem vsebinskem delu, morate vi seveda imeti neko znanje, ki ga pa sedaj še nimate, ga boste pa pridobili tekom vašega izobraževanja. Na inštituciji, recimo na univerzi na Dunaju, boste točno rekli, za te slepe pege rabim takšno pa takšno metodo, jaz že ostale metode poznam, ampak če bi zdaj napravil kombinacijo metod, ki jih že poznam in metod, ki jih bom pridobil na Dunaju, lahko te slepe pege razrešim. To je seveda tukaj ključno in tukaj je zelo pomembna kompatibilnost med vami in med univerzo na Dunaju. Ne greste na Dunaj zato, ker je na Dunaju fajn, pa ker je blizu Maribora, ampak zato, ker boste pridobili znanje, ki je pomembno za vas. Poleg tega je pa tukaj še catch, ker je potrebno pokazati tudi, da boste tudi z vašim prihodom na univerzo na Dunaj, boste tudi univerzo na Dunaju na nek način vi z vašim znanjem obogatili. Se pravi, tudi vi morate univerzi na Dunaju nekaj dati. In to je seveda težava. Pri doktorskem študiju je seveda tega vašega prispevka manj, ampak kljub temu nekaj seveda morate znati, kar oni ne znajo in kot sem že prej omenil, zelo fino je, da se vključite v pedagoški, do visokošolski študijski v visokošolske študijske programe. Mentorstvo je tukaj zelo pomembno, najti morate mentorja, ki bo z vami delal dnevno in spremljal vaše delo, vas usmerjal, spodbujal in s katerim boste pravzaprav partnerja. Ne sme biti nek hierarhični odnos in pokazati morate, vi kot kandidat ali kandidatka, da imate kapacitete za to, da lahko izvedete ta doktorski ali podoktorski program, ki si ga boste zastavili. No, in če tukaj dosežete, če prepričate evalvatorje, ocenjevalce, da ste kapaciteta na tem področju, da ste to vsebino dobro zastavili, ste pridobili 50%. Se pravi, zdaj morate pa dokazati še, da to, kar ste tukaj obljubili, da bo imelo nek vpliv na vas, na inštitucijo in na širše okolje. Se pravi, to je ta ocena vpliva in pri izvedbi morate dokazati, da boste te slepe pege, ki ste jih tu notri pokazali v znanju, da jih boste dejansko kako
in kdaj jih boste uresničili. Se pravi, morate imeti zelo natančen delovni načrt po tednih, kaj boste kdaj napravili in kakšne resurse boste za to potrebovali. Tako da ta upravljalski vidik je tukaj seveda zelo pomemben, zlasti pa konsistentnost. Zelo pogosto pravimo, da to, kar obljubite v tem delu, morate seveda tukaj noter znati pokazati, kdaj in kako boste to naredili. In ta dva kriterija, ki pravzaprav nimata neposredno povezavo z odličnostjo, ampak samo dokazujeta, kako bo ta vaša odlična ideja imela vpliv na vas, kot smo rekli, na inštitucijo in na širše okolje, in tukaj pa pokažete potem pri izvedbi, kako in kdaj to naredite. Tako da tudi, če dosežete tukaj 50%, pa tukaj dosežete manj, seveda ne boste financirani. Zato je takšna prijava približno vsaj približno 3 mesece je potrebno si vzeti časa full time, zato da napišete dobro prijavo. Skratka, to ni easy job, ni kar nekaj, kar bi se usedli za en popoldan ali pa za en vikend napisali in oddali. To je zelo zahtevno, zelo težko delo, potrebno je sodelovanje z mentorji in zelo natančno vizijo, kaj želite pridobiti. No in recimo, tole je pa zdaj rang lestvica, potem na koncu tole so področja, life, matematika, fizika, družboslovje, humanistika, kemija, ekologija, inženirstvo, environment in tako naprej. In seveda, kar je zeleno, je financirano in tukaj, kot vidite, se pravi, če hočete biti financirani, morate imeti tam več kot 90%. Se pravi, pri nekaterih področjih, recimo life sciences, vse biozadeve so izjemno kompetitivne, tako da je treba imeti celo več kot 95%. Je pa tukaj zdaj seveda še ena prednost, če ste iz Slovenije oziroma kandidirate v Sloveniji, v primeru, da pa dosežete 85%, se pravi, ne pridete v izbor za financiranje s strani Evropske komisije, vam Evropska komisija podeli pečat odličnosti. To pomeni, vaš predlog projekta je odličen, dosegli ste 85% in mi bi vas financirali, pravi Evropska komisija, ampak denarja nimamo. V tem primeru vas financira država Slovenije. Tujce, ki bodo prišli v Slovenijo, vsako leto je vsaj 10 takšnih, ki jih ARRS, kolegica od Matejke Ahčin, pokriva to področje na ARRS-ju, vsaj 10 takšnih tujih študentov financiramo. Od letošnjega leta naprej smo pa pridobili sredstva z tem RRF skladom, Recovery Inter-Salary Funds, o katerem se zdaj zelo veliko piše po časopisju, pa govori po televiziji, pa po radiju. Se pravi, to so sredstva, ki jih je Evropska komisija namenila za recovery po covidu in mi smo se odločili, da bomo vsaj za 90 študentov, ki bodo šli iz Slovenije v tujino na doktorski ali podoktorski študij in bodo dosegli 85% in bomo mi financirali bivanje recimo na Dunaju za 2 leti in potem še 1 leto nazaj v Slovenijo. Tako, jaz bi na tej točki, na tej najbolj kritični točki, bi lahko rekel, končal. Imam, seveda v nadaljevanju imam še pripravljene prosojnice, ki govorijo o podrobnosti razpisov, ampak mislim, da ni potrebno, da bi šli v podrobnosti. Jaz bi na tej točki končal in bi vas, ker verjamem, da je bilo zelo veliko za vas, zelo veliko informacij, verjetno nek nov pogled, ki ga seveda zdaj
seveda niste potrebovali, ker ste delali znotraj univerzitetnih zidov v Mariboru, ampak seveda prišel je čas, če želite nadaljevati raziskovalno kariero, je potrebno reči Univerzi v Mariboru za nekaj let hvala lepa, gremo naprej in se bomo potem vrnili nazaj, da bomo obogatili raziskovanje in profesorsko delo na Univerzi v Mariboru. Tako da jaz bi na tej točki končal in sem vam pripravljen odgovarjati na vprašanja, na komentarje in pa tudi seveda v nadaljevanju moj mail imate, na koncu te prosojnice je napisan, me lahko kadarkoli pišete, mi telefonirate in lahko tudi individualno razrešimo vaše dvome, vprašanja, dileme in tako naprej. Tako da, Brigita, beseda je tvoja, jaz bom na tej točki končal z mojo predstavitvijo in sem na razpolago. Upam, da nisem bil predolg. Hvala za poslušanje. Dr. Stojan Sorčan, najlepša hvala za zelo zanimivo in navdušujočo predstavitev. Če bi lahko, bi kar začela. Upam, dragi udeleženci, da je predstavitev navdušila tudi vas. Če imate še kakšno vprašanje, kot je bilo rečeno, kar na plano z njim ali z njimi. Verjetno je bilo toliko jasno predstavljeno, da trenutno vprašanj ni. Morda med tem, če se še kdo česa spomni, samo informacija, v kanalu Klepeta sem delila anketo, ker vaše mnenje šteje in je za nas zelo pomembno, torej želimo vedeti, kako ste bili zadovoljni z našim dogodkom. Predvsem pa upamo, glede na to, da je bil organiziran v sklopu Evropske noči raziskovalcev 2021 projekta Znanost za vse, kot je dr. Stojan Sorčan lepo ponazoril. Evropska unija skrbi za svoje raziskovalce skozi vrsto iniciativ, programov financiranja in seveda v sklopu Evropske unije tudi naša nacionalna agencija javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar je pa že tudi gospa Ahčin lepo predstavila. Jaz upam, da boste v vseh predstavljenih poteh do te, moram reči, da je res zelo atraktivna karierna pot, ki vas vodi tako v akademski kot neakademski svet. Raziskovalec je vendarle družbeno zelo pomemben poklic in verjamem, da se boste v tem poklicu na enem od mnogih področji našli tudi vi. Naj dodam, da bomo te dni, torej točneje 11. junija, objavili javni razpis za prijavo za kandidate za mlade raziskovalce tudi pri naši univerzi. Vse ključne informacije, izbrani mentorji, članice, kjer bo potekalo usposabljanje mladih raziskovalcev, raziskovalna področja, vse informacije so objavljene na naši spletni strani. Prijave se bodo pa oddajale na elektronski naslov, ki bo naveden v razpisni dokumentaciji od 11. junija do zaključka javnega razpisa, ki bo 24. junij letos. Če mogoče v zvezi z samim razpisom še kakšno vprašanje, smo na voljo. Sicer bi se pa na tem mestu res iskreno zahvalila tako Stojanu Sorčanu kot gospe Matejki Ahčin. Oba že vrsto let zelo prizadevno sodelujeta na vseh naših informativnih dogodkih in kot je dr. Stojan Sorčan sam povedal, tudi pri mnogih prijavnicah na naše javne razpise, tako da sta res dragocena podpora vrsti naših aktivnosti v teh programih. Iskrena hvala in upam, da se kmalu spet srečamo, dragi udeleženci. Vam se zahvaljujem za udeležbo in vas lepo pozdravljam. Hvala. Hvala. Nasvidenje. Hvala. Nasvidenje, srečno. Ja.